Kdaj in kako je nastala vaša zmagovalna fotografija? Nastala je januarja letos po zimi. Bila je zelo dobra svetloba, se vidi, bil sončni zahod. Slika je v posebni tehniki, ki se reče HDR, zato je tudi omogočeno, da je vidno kot nebo, kot vse podrobnosti v temnih in svetlih predelih in to je to. Nastala je lani poleti na Preslap Šumik. Že s fotografijo dolgo ukvarjate? 1-2 leta, že tako, hobi. Ta fotografija je nastala lani, tam nekje junija, takrat sem slučajno sem imel čas, pa sem šel za 8-9 ur v Vingar, pač strast mi je fotografija. Pa sem imel srečo, da je tudi ta žaba se slučajno tam pojavila. Bila 1-2 fotografiji, pol je pa skinila vodo, tako da sem imel srečo. V katerem letnem času pa vam je Pohorje najbolj všeč? Ravno po zimi mislim, da je Pohorje najlepše. Ja, poleti ali pa pomladi. Težko reči, ker glede na to, da imam tudi familijo s Pohorja, sem kar veliko tudi gor v vseh letnih časih, verjetno pa bi rekel pomladno. Prehod iz pomladi na poletje. Ga imam pravzaprav rad celo leto, ne morem reči, katero obdobje mi je ljubše. Ljubo mi je Pohorje pravzaprav v srcu vse skozi. Nenazadnje sem tu rojen, domačin in pravzaprav ga imam najraje. Pohorje je lepo prav v vseh letnih časih in to tudi fotografije kažejo. Na razpis fotografskega natečaja o najboljši fotografiji narave Pohorja skozi letne čase smo več kot zadovoljni. Odziv presega vsa pričakovanja, tako po številu udeleženih avtorjev, kot glede števila prispelih fotografij, še posebej pa smo veseli njihove izjemne kakovosti in izpovednosti. Na projekt je prispelo vsega skupaj 1188 fotografij. In to je bilo seveda za strokovno žirijo izjemno težko in zahtevno delo, vendar upam, da smo ga dobro opravili, da so izbrane fotografije, ki so dejansko najboljše, za vse ostale, ki morda niso bili v najožjem izboru, pa seveda velja, da so prav tako dobre, da so odlične tudi med njimi in upam, da bodo avtorji kdaj prihodnjič imeli to priložnost, da bodo izbrani v ožji izbor. Smo zelo zadovoljni seveda z tem odzivom. Pokazalo se je, da tukaj na območju Pohorja in širše živi zelo veliko ljudi, ki čutijo s Pohorjem. Veste, iz vsake od teh fotografij izhajajo čustva. Nobena od teh fotografij ni samo gola fotografija, tehnični izdelek, ampak iz vsake od njih vejejo čustva. In če želite narediti dobro fotografijo, morate ta čustva skozi objektiv spraviti na medij. Pohorje je naše srce, Pohorje je naš dom in seveda občina Zreče pravzaprav bazira na tej naši lepi zeleni podlagi. Nenazadnje imamo seveda tudi sami Zrečani za simbol pravzaprav zeleno srce izpod Pohorja, ki kaže na naše korenine, na našo lepo, relativno še neokrnjeno naravo. Kako dobro po vašem mnenju skrbimo za ohranitev narave, za čisto Pohorje? Torej v trenutku, ko se ljudje zavedamo, kako pomembna je narava, od tistega trenutka naprej začnemo nenadoma kar bolje skrbeti za njo. Zato je za nas zelo pomembno, da se ljudje zavedajo, da živijo v relativno ohranjeni naravi, da je ta vrednost ohranjene narava tista, ki je podlaga tako za življenje, kot tudi za razvoj. In recimo tudi skozi ta naš projekt želimo ljudem ravno tako prikazati, kako pomembna in kako lepa je narava, v kateri živijo. Te fotografije so namenjene dvema tipičnima izdelkoma. V prvi vrsti gre za stenski koledar z 12 meseci, hkrati pa bodo natisnjene tudi fotografije. Izkupiček od prodaje koledarjev in razglednic pa bo namenjen skladu za ohranjanje narave Pohorja. Koliko promocije pa po vašem mnenju Pohorje sploh še potrebuje? Pohorje verjetno potrebuje malce več sodelovanja, malce več mreženja. Pravzaprav edina slabost je ta, da je pravzaprav administrativno razdeljeno med 16 občin, med 3 razvojne regije in tako naprej. In zdi se mi, da je tale projekt Zavoda za varstvo narave, poleg še nekaterih razvojnih projektov, kot je recimo primeroma kakšna športna prireditev, tudi univerzijada, priložnost, da stopimo skupaj in da seveda združimo sile. In se mi zdi, da nam samo lahko koristi to pri našem razvoju, pa tudi pri ohranjanju nenazadnje narave.